Dobrodošli, drage dame in gospodje, v novi epizodi Zasliševalnice. In današnji gost je en res odfukan model, ki je bajker, zato je tudi tukaj noter, da se držimo tega mojega ranga, ampak blesti pa na enem čist drugem področju, ki ga boste pa zdaj spoznali. Moj možgan sicer ne premore tega spomina, ampak fant ima ene hude odličja. Daj kar ti naštej. Ja, jaz sem Žigalin Hočevar, sem trikratni mladinski svetovni prvak, dvakratni evropski članski prvak, mladinski svetovni podprvak, dvakratni mladinski evropski podprvak in pa zmagovalec tekme za svetovni pokal v članski kategoriji. To je zelo dobro, ampak daj še povej, v kateri disciplini? V kajaku in kanuju na divjih vodah. Yeah, zvoka sniper banga, rap, check, still, shit is real. Yeah, zvoka sniper banga, rap, check, still, shit is real. Daj pa tako, jaz imam v tej moji zasliševalnici najprej ene par kratkih zabitih vprašanj, pa greva pa v resno temo, da te spoznamo, je prav? Zmenem. Še enkrat, predstav se mojim fanom, kdo si, koliko si star in od kje prihajaš? Sem Žigalin Hočevar, star sem 17 let in prihajam iz Sostrega obrobje Ljubljane. Reprezent. Kaj je tvoja najljubša hrana? Geren knedl. Geren knedl. Prvič, da je kdo to rekel, bravo. Kaj je tvoja najljubša pijača? Dobra limonada. Dobra limonada. Kje je najboljša limonada v deželi tej? Jaz bi rekel Krakov. Tam en hotel JJ, ki spimo, res je dobra. A resno? Nič drugega ni dobro, samo limonada je pa res dobra. Kaj ti gre najbolj na jetra, naprimer v tvoji sceni? Ko se ljudje ne znajo umikati na progi, v vratih. To ti gre res na jetra. To mi gre res na jetra. Kako rešiš ta problem? Tako da zapeleš nanjega. Zapeleš nanjega? Ja, tudi. Če ni glih Benjamin Savšek, no, ali pa Peter Kauzer. A to je bolj zaradi respekta, ker nočeš, ker bi drugače lahko, ali pač tako? Ja. Je respekt. Ja, neka hierarhija. Saj si kar smart model, stari. Ja. Ej, kakšno muziko poslušaš? Rap in pa rock. Slovenski rap, to imam kar. Slovenski To rap. imam kar Se pravi, zdaj tale svež battle med Zlatkotom pa Čale Saletom spremljaš. Ja, ne čist, ampak ja, sem poslušal. Kdo je koga ubal? Jaz mislim, da je Zlatko od Čaleta. Sale je v letu, skito na Snapchatu, štemuje z ekipo mladoletence v fletu. Če bi imel zdaj na tvoji kartici 1 000 000 evrčkov, kako bi jih zapravil? Najprej bi kupil še ne 2 čovna, pa bi kupil pa še eno od, recimo specialko, pa ene 3 kolesa, tako vse bi razvrstil, od freestyla do enduro, pa če bi se znal res dobro peljati, bi še deha kupil, sam tega po moje ne rabim. Opremil bi se. Ja, zelo bi se opremil, pol bi pa verjetno še malo denarja ostalo, bi pa šel v Čile. Čakaj, daj, ker smo že pri tem, ne morem mem tega, da ne bi vprašal, zakaj Čile. Zato, ker so res dobri pogoji za freestyle veslanje in so res lepi slapovi, pa res, ko gledam video na YouTubeu, pač to folk res uživa. Odlično, ok. Zdaj pa tako, če bi mogel biti ena žival, katera žival bi bil in zakaj? Lev. Levček, Ja, ker je kralj džungle. ja, tudi ja. Pa še kaj drugega? Zato, ker moja profilna slika zgleda kot en lev, no. Se imaš tako res tako lepo košato grivo. Ja, tako. Zelo dobro. Ok, zdaj smo zaključili s temi bedastimi vprašanji in zdaj gremo v resne vode. Tako da Žigalin, a te kličem Žigalin ali Žigalin? Žigalin. Žigalin, povej mi tvoje začetke, kako si ti nekako, kako je bilo tvoja mladost in kako si zdaj prišel nekako do tega, da ti tole delaš. Ja, najprej v bistvu jaz sem začel tako, ko je foter pač bivši evropski prvak in pa isto mladinski svetovni prvak. Smo bili na morju na Korziki in je on treniral, se je pripravljal za pač eno zelo pomembno tekmo verjetno. In sem jaz pač videl takrat, smo bili na plaži in ker je delal to bazo, pač se vesla po mirni vodi. In sem videl čoln in sem ga nekako zdvignil do vode in sem se probal usesti, medtem je on to videl in je verjetno rahlo znoro, ker pač ni to glih zavleči za sabo. Ampak ja, pol me je dal on na vodo in sem probal veslati in od takrat bi si skoraj upal, da reči, da veslam vsak dan ali pa vsaj vsak drug dan.
Od takrat. Od takrat. To je zdaj rečeva, pri katerih letih je bilo to? To je bilo pri 3 letih približno. Si ti že zagrabil to in si vlekel za sabo? Ja. Se pravi, dajva reči, da si bil že pri 3 letih žival. Ja. 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 Ej, in te je to toliko noter potegnilo. Se pravi, je bila fotra vpliv, ki si ga gledal in Ja, pač res je dober feeling, tako ko skozi se malo spreminja, ni isto in ne naveliča se in tako za pogoje na vodi greš kar hiter v nekih določenih trenutkih in ja, pol najprej sem gledal in sem verjetno radoveden, tako kot pač pri vseh drugih športih in zdaj pač to upravljam sam. the best. In zdaj pa tako, ampak na poti, ko si zdaj do 17 leta, ni bilo nobenega drugega športa še, ki bi te pa not potegnil, da bi ga treniral, ali si res bil fokus sam na tem? Sem treniral hokej 9 let. Hokej še? Ja, hokej na ledu, bil sem golman pri Olimpiji. Dvakrat smo bili tudi državni prvaki. Respekt. Ja. A si se kaj tolkel? Ne, jaz sem bil golman, so vse drugi zame. Pa si kokice pa malo gledal. Ja. To je v redu. Od katerega leta do katerega leta si hokej špilal? Isto od tretjega, se pravi 2010 do 2019. 2019 jesen, ko sem prišel iz svetovnega prvenstva v kajaku v kanuju, sem rekel, da to je to, kar bi jaz rad, to je ta feeling. Si se Takrat sem odločil? gledal Ja. in od takrat Respekt. Ja, moja sestra se je takrat borila z olimpijado in se mi je zdelo to tak dober prešer in vse in sem rekel, da bom pa tudi jaz probal. A sestra je starejša? Ja, 5 let. 5 let in tudi to. Ja, gre na olimpijado v Pariz. Zdaj šan še reči, da mat, pa še deda, pa babi, da so vsi to. Dedi. Dedi je tudi to. Ja. To je res izroda v Radsko. Tudi na olimpijadi je bil v Münchnu. Model. Se tu v bistvu nismo druge izbere. Sem imel, ampak Aj fotor je zihar kul, da si ustal v tem. mislim, ne vem, to bi mogel njega vprašati, ampak nikoli ni rekel, da moram. A ni? Ne, to res nikoli Bravo, ni rekel. fotor. Jaz to delam tem, sem bajker, ampak glej, če se odloči, da bo pa kaj drugega ali pa kaj drugega. Ja, po mojem je bil bolj zato, da bi v hokej ostal ali pa ne vem. Hudo. In glej, zdaj, glede na to, da bo to glavna tematika in jaz nimam pojma o njej, bomo na to še prišli, ker imamo veliko za obdelati in mi bo on vse razložil, oziroma vsem nam. Da mi pa povej, kje na tej poti si pa ti spoznal bike, ka by the way, zakaj je zdaj on kle? Ker sem, da na hitro povem, zadnjič sem bil kle gor nekje v okolici Ljubljane, da ne bom povedal na trailu, in je prišel tale možicelj in je rekel, ste vi bek, te snemam, gledam, razdeliva to in pa rečem, kaj pa on dela, pa on tako jaz pa malo veslam. Ok, pa je rekel, jaz sem videl, da si zadnjič objavil v Šentjakobu, ki je bila poplava, nek hud val, da če še kdaj tako, da bi prišel noter, bi se vrgel, pa jaz ko model, to je ful velik val. Ja, se meni to normalno, pa jaz ko, ok, respekt. In zadnjič, par dni nazaj, scrollam in vidim ta cute freeze, da je postal svetovni prvak. Res je. In sem si rekel, no, respekt, ni bil nadut, sploh ni nič kaj takega omenil, a ne? In sem rekel, evo, daj, s tabo pa moram narediti intervju in zdaj sva kle, povej nam, od kje bike še? V bistvu eni hokejski prijatelji smo bili v Franciji in pa so rekli, daj pejt z nami, gremo, mislim, da je bil Vars, po mojem smo bili v Varsu. Okay. In od takrat sem tako prvič downhill, pač Ja. prej smo te družinske ture pa to, pa takrat prvič smo bili v bike parku in od takrat naprej skozi malo, kdaj ima več, kdaj ima manj, ampak zdaj sem obavil za mojem pojme kar hud bike in kar to nekako vključim v trening, zato ker sej po zimi tako rabiš delati bazo in jo pač delam na kolesih. Kjer bike imaš? Slash 8. Zelo dober. Zakaj si se odločil za ta bike? Ker sem imel pač nek budžet in je bil, se mi zdi, zelo dobra prodajna cena za pač opremo, ki jo ima gor in bila na bike.si, po moje. Ja, na bike.si in mi ga je en friend v bistvu predlagal, rekel, kup to, res je dober In te ni nategnil? ni me nategnil, moram mu priznati, da Bravo. Zdaj pa povej, koliko cajta bajkaš? to pa ne vem, tam Približen. 9-8 let. Že toliko cajta? Ja, pač kdaj ima več, kdaj ima manj. Vmes sem malo manj, ampak ko sem imel ful drugih stvari, pač hokej Kje respekt? in veslanje in tudi judo v neki točki. Ja, bazo imaš, ne? Bazo imaš. Ja. In by the way, model res ne fura slabo. Zdaj predlagam klip
kapučarđa banano. Lokacija obala, na hribu kjer je gamac. Budu se u bolnici, na aparatih. Madeš kave na mojih belih je copatih. Zdrave mene dve biondi, nego valki. Glas zdravnika čujem u slušalki. Mogoče pa mi on hoče kaj potaknit. Kriki odmevajo, jaz ne morem spatit. Prihajajo iz sob sosednjih pacijentov. Ok, videli ste, hud je na vseh področjih življenja, ampak zdaj pa midva prideva na tole. Se pravi, glede na to, da prihajava iz tematike mountainbika v, kaj je to? To je kanu. Kanu. Ok, kanuizem, a je tako? Ja, to je vse veslanje v bistvu, čeprav V veslanje Ja. rečva. Sam ni pa, kaj sta ni pol... pa to veslanje. To ja. pa je kakšno veslanje? To je pa veslanje v bistvu. Pač, A je to gej? Je to gej. ja, Mama to, smo razdela, do tega še pridemo. Ampak čakaj, zdaj pa tako. Ti si svetovni prvak, ja, bike furaš. ja. A se ne bojiš, a ti trener ne reče, da je model, če se odlomaš, si zajebil sezono? Pove tako, pove to, ampak ne tako direktno. Tako da zdaj sem tako nekako na polovici sezone Ja. in drugi del sezone je dosti po olimpijadi, kar pomeni, da zdaj en mesec recimo ni tekme. Sem rekel pač, da grem malo bolj na hard in sem spet po dolgem času šel in celo banano in road gap in pač Dober feeling, a ne tudi na bajku? zelo dober. Zelo dober. Ampak a te je že kdaj zmetal? Tako ful zelo orank ne, tako da moram potrkati. Ni bilo zlomljene kosti? Ne zaradi bajka. Ok, pa preideva na veslanje. Kaj ti preži, kire vse stvari prežijo, ki se ti takole na vodi in veslaš? Tako, recimo najboljša stvar, ki mi je tisti feeling, ko greš čez rolo in ko tako v bistvu, Ok, kaj je rola? to je val, ki se podira. Se pravi, recimo, vsi vemo, kaj je val na morju, Ja. tisti drugi del, ki se pol zapre, to se imenuje rola. In to ti je najbolj. To je najboljše, ker v bistvu, če dobro to narediš, si tako ene glih pravne 5 cm nad vodo in se ti zdi, kot da bi bil 10 metrov z bajkom. Tako res, kot da lebdi. Ja, Koliko težko je to pofurati pol? to je kar težko pofurati. Da priješ do tega nivoja, moraš biti že kar zelo dober. Aha. Ker tega recimo včasih sploh niso delali. Ne? Ok, se kar greva pa malo nazaj. Ti opis je, ko gremo na Wikipedijo, kajakaš in kanuist na divjih vodah. Ja, A je tako? je tako. Ampak včasih, če jaz prav vem, so bile to ločene discipline. Ja, tudi čez mer so. Še zmer so, Ja, ampak včasih je nekdo furil samo to, nekdo je pa furil samo to, zdaj pa ti furaš vse. ja. Zakaj se je pa to zdaj malo pomešalo? V bistvu, mene je fotor, ki sem izrazil željo, da bi pač veslal, mi je najprej dal kajak, pol mi je dal pa še kanu, ker je njegova teorija to, da pač, če hočeš recimo ti veslati dober kajak, moraš tudi malo znati kanu, in če hočeš znati kanu, moraš znati tudi malo kajak. Hudo, ok. In deluje, kot očitno, tudi pač pri drugih ljudeh pač. Očitno. Ja. Pač zelo veliko stvari pokopiraš iz ene pa iz druge in pač mene je nekako to toliko sem kombiniral lahko, da sem prišel na nek nivo, kjer sem pač pol 2022 prišel prvič v mladinsko ekipo in sem takrat v bistvu v Sloveniji zmagal te izbirne tekme, ki jih mi imamo za Evropsko prvenstvo in svetovno. In takrat sem pač nekako rekel, ok, očitno se da oboje in od takrat v bistvu skozi veslam oboje, ker nekako moja večja želja oziroma boljši feeling, ki veslam je v kanuju, ampak imam vnet kolen že zelo dolg časa in ne morem samo kanuja veslati, ker tam pač klečiš in je preveč naporen za moja kolena in preveč trpijo in zato v bistvu zdaj tudi veslam še kajak. Aha. Kaj pa je v bistvu razlika sploh med kajakom pa kanujem? V kanuju kanu ima en K, kar pač si lahko zapomnimo, da ima pač eno lopato, Ja. se pravi en list. Kajak ima pa dva K-ja in imaš tako dve lopati. Se pravi, kanu vesel imaš tak, ki je na supu, kajak je pa tak, ki je na tistih siten topih oziroma pač. V kateri disciplini je bil tvoj fotor? Kanu, Ti si boljši v kanuju ali v kajaku, si rekel? v kanuju. V kanuju, tako kot fotor. Ja, več časa posvetim temu, tej disciplini. Čakaj, zdaj moram pa si za en kolega, ki je bivši kajakaš, pa pozna tvojega fotra, rekel, da moram te vprašati, kako ti komentiraš na to,
Da so kanuisti polovičari, kajakaši pa paraziti. To, da so kajakaši paraziti, to še nisem slišal. Okay. Kanuisti polovičari sem pa že slišal in ja, Je nekaj resnice v je tem? nekaj resnice v tem. Ja. Okay. Kaj pa poškodbe pri tem? Kaj je najhujše, kar se ti lahko zgodi, ko se ti spustiš v to? Jaz mislim, da rame, zato ker če strgaš ves v rami, kot ti veš, ne, je zelo dolg postopek. Ja. Pol pa hrbet bi rekel, ker so Je res... res napor na to? Ja, res ne moreš toliko ujačati mišice, da bi lahko rekel, zdaj pa se to, pač boš preprečil vse poškodbe, ker pač ne gre. Recimo tudi v kanuju pač daš tako na čez in ko te kleje raztegne, ni vaje v fitnessu, ki bi rešila ta problem. Ampak še vseeno, kaj pa je tebe doletelo od poškodb v preveslanju? Nič. Trkam, ja. Zato, ker si toliko razvit model. Ja, res je. Mislim, to moram sicer priznati, mi res veliko delamo na preventivi. No. V klubu Se pravi, s fotorom fizičnih priprav je ful. Ja, mi res veliko tega delamo. Star si 17 let. Ja. A lahko nam slehernikom opišeš tvoj urnik? Približno, tako, kot imaš še Ja. šolo vključeno. Ja, recimo bom en zimski, No, daj. spomladni, jesenski dan. Zjutraj se zbudim že kar zgodaj, ponavadi tam okoli 5:30. 35. Ja, 5:45, zato ker moram prej pojesti zajtrk, preden grem na trening. Koliko minut prej, koliko ur prej? Jaz, pravilno je 3 ure, ampak pač jaz se ne zbujam ob 3 ponoči, zato jaz 1 uro prej pojem zajtrk. Tako da 6:30 pridem v fitness in sem približno 2 uri tam. Ja, odvisno od treninga, ne. Kdaj sem 2 uri, Ampak to je z ogrevanjem, Ja, z ogrevanjem, ja. pa raztezanjem. To pa ni, Semi. to pa ne, zato ker problem je, ker je pol šola. Razumem. In pa bi rabil še teh pol ure prej vstati. Tako da, če vstane čas, pol ja, če ne, pol to zvečer. 2 ure tam. 2 uri tam, pol grem v šolo, tam od 8, oziroma pač ali grem v šolo, ali sem doma, pa delam od doma, odvisno kako je. Ampak tam od ene 8:45 pa približno do 15:02 delam šolo. Pol grem na trening, ponavadi v čoln. Pač Po šoli. Po šoli, ja, direkt. Zato ker V Tacen. v Tacen hodimo, Okej. ja. V Tacen pele vlak, ne. 1, 2, 3, v Tacen gremo mi. 1, 2, 3, za Tacen smo vsi. 1, 2, 3, Tacen ne smrdi, ulala, je. Ja, naprej. Ja, naredim tam trening, ki je tudi odvisno, ponavadi tam 2 uri, uro pa pol je res un minimum. Manj kot uro pa pol nisem nikoli na vodi, no. Zato ker pač res neka količina, ki se jo dela pozimi, mora biti pač čim večja. In pol, potem, ko imaš vse zmrznjene prste in vse tam spodaj pač je zmrznjen, greš domov in Se odtajaš. se odtajaš, ja, z nekim dobrim čajem in pač večerjo, ko jo pojem. In pol delam naprej za šolo, oziroma pač kar takrat imam, kdaj, če dobim nov čoln, moram zrihtati nov čoln, ker ponavadi veliko časa vzame, pač karkoli je. In potem še pred spanjem, približno 45 minut do 1 uro, delam še stretching, kvalčkanje, regeneracija, pač normatek, ice-bath, karkoli je. Ice-bath, tudi kdaj že zjutraj, odvisno od dneva. Kaj, zjutraj se zbudiš 5:45 Ja, in greš v ice bath ja, za dobro jutro. za dobro jutro, ja. A pa je kdaj moment, ker si res mlad model, deva reči, žrtvuješ kar nekaj tega časa mladostnikov, ki gre malo žure pa Ja. to, a te kleke žolne? Ali pač tak model si? Je, kdaj pa kdaj je žal, ampak mislim, da bo tudi ta čas še mogoče kdaj prišel. Ampak tudi če ne bo, mi pač ne bo žal, ker jaz mislim, da se tukaj vsi strinjamo, da je boljš, ko si ti recimo na bajku ali pa na vodi, je boljš, kakor ko žureš. No. Mislim, mogoče v enem delčku sekunde, ki si... Ampak pa, ko se pa zjutraj zbudiš zacementiran, si pa rečeš, a mi je tega treba. Tako Res da je. drž se te tvoje poti. In ta tempo lifea, ki si ga zdaj približno opisal, ti držiš že koliko časa? Ene 5 let, 4 leta, da je res tako na hard. In kdaj si ti vedel, oziroma najbrž ti tudi fotor videl, kdaj si ti vedel, da si dober? Da sem zares dober, tako da jaz že cel življenje na teh slovenskih pokalih, ki jih imamo pač do 14 leta, sem vedno zmagoval. In takrat sem bil tako, ok, si dober, ampak
ko sem pa sam pri sebi si rekel, zdaj pa je to kar pač, da to je to, je bilo pa, ko sem 2021 zmagal U23 državno prvenstvo. U23. Ja, Pri kolikih letih pol? To je pa 14. 14 let si zmagal U23. Ja. Takrat sem si rekel, no, to To je pa že nekaj, nek pokazatelj, a ne? Ja. Ampak ostaješ prizemljen, ni tako, da te potem to malo dvigne, pa rataš na dud, pa vse sem ne, že vse ne. dosegel. Ne. Ne. Kakšen je tvoj cilj? Zlata olimpijska medalja. Zlata olimpijska Ja. medalja. Zdaj so olimpijske, poletne olimpijske, Ja. čez kakšne 2 tedna. Ja. A boš tam ali ne? Bom gledal in navil. Zakaj ne boš v vodi in se boril za zlato? Zaradi tega, ker je v našem športu neko zelo kruto pravilo iz strani Mednarodnega olimpijskega komiteja, da lahko samo en tekmovalec na disciplino na državo zastopa, se pravi državo na olimpijskih igrah. In pri nas pač mi imamo to srečo ali pa smolo, da pač trenutno prvi in drugi čoln v kanuju na svetovni jakostni lestvici sta Luka Božič in Benjamin Savšek, kar pomeni, da bi jaz mogel lansko leto v bistvu že res pridobiti pri Olympic bonus status, da bi se lahko letos boril za olimpijske igre, ampak ta status je bil za moje pojme pač res težek, kar je logično, Ja. ker sta pač ona dva res najboljša. In pač lani nisem bil blizu tega, A pa sta najboljša. sta najboljša. Ampak a jih nisi scat peljal pred kratkim. Ja, sem jih, jaz, zdaj bom tako rekel, ne, sta najboljša, ICF lestvica je v 2 letih, a ne. Zdaj, jaz mislim, da v zadnjih 2 letih pač dejansko sta najboljša in tudi si upam trditi, da pač lansko in letošnjo sezono skupaj sta pač res najboljša. Jaz pa mogoče sem v tem trenutku, oziroma bi si kar upal reči, da sem pa jaz najboljši. No. Ampak pač, Mi je všeč ta odgovor, a ni dober ta koki, ne, ni koki, prav realen odgovor. Hudo. Kako pa misliš, da ona dva spita, ko gresta na olimpijske, ko vesta, da je pa klele, zanima trka en mladič, ki pa hmal sand kule zgrabu, pa jih pocufu. ja, žal na olimpijskih gre sam Beni, ne, ker gre pač lahko sam en, Ja. tako da gre sam Benjamin Savšek, ampak Kakšne možnosti ima? jaz mislim, da je prvi favorit brez dvoma. Je? Ja, jaz mislim, da je branil olimpijsko zlato. Se pravi, Tako da- čakaj, če si ti ta trenutek najboljši, pa je on ta trenutek zdaj prvi favorit, a bi ti mogoče prišel tja pa deklasiral konkurenco? To ne vem, zato ker pač to so olimpijske igre in tam se ne derajo iz tribune 3000 ljudi Ja. ali pa 5000, ampak se bo drl 20000 ljudi. Pa enkrat na 4 leta je, kar pomeni, da kakšne izkušnje zelo prav pridejo in mene je fotor rekel, ko je bil na 3 olimpijadah, pač na 3 olimpijske, na 3 olimpijadah je bil in Ja. je rekel, to ni samo tekma, to je malo več kot samo ena tekma in jaz mislim in verjamem v to, da, pač, da ima to čisto prav in vem, da ni to svetovni pokal ali pa evropsko prvenstvo, ki ga imaš vsak let, oziroma svetovni pokal imaš 5, ampak pač je na 4 leta in enkrat je Filip Flis rekel, popravni izpit ni naslednji vikend, ampak je čez 4 leta. In 4 leta je Ogromna doba, ja. ogromno veliko časa, ker pač moramo vedeti, da klej je vsak dan zelo naporen. Se pravi, naslednje olimpijske se pa ti ugrevaš. Ja, jaz bom naredil vse, da se bom lahko najprej boril. Enakovredno z verjetno Luko in pač Benjem, odvisno kdo bo takrat še veslal. Vse se že boriš. Ja, jaz se že borim, ampak tako kot sem prej rekel, pač 4 leta, to je, Ja, to je kar dolga kar- doba. to je Veliko kar- se lahko zgodi v tem veliko se lahko času. zgodi. A misliš, zdaj, ko te jaz poslušam, verjamem, da ne, ampak a misliš, da pa je opcija, da te pa malo zamede, pa da ti pade malo motivacija, pa prije ena sveža češpeljca, pa te malo odnese? Jaz mislim, da je možnost. A imaš punco? Imam punca. Zelo dobro, koliko časa imaš punca? 10 mesecev. Se pravi, ona dejansko ne vpliva na tvoje da bi bil slab rezultat, te še dvigne. Ja, res je. To je dobro, te podpira. Ja, zelo. Ker neka ptičica mi je tudi povedala, da so bili polni ta stari veslači, ali tvoj foter, niso bili hudi samo na vodi, ampak tudi pri bejbah pa pri alkoholu. Imaš ti tudi kle? Hud na vseh področjih? To mogam ne vprašati. Ne,
Tebe A moram ja. vprašati, a si tudi na alkoholu močen? To pa ne vem, ker nisem bil nikoli pod... Ne, Ne, ne piješ. do te mere, da vem, kaj se dogaja okoli mene, Aha, pa ne. pa ne. Ne. Respekt. Imaš to, kaj pri bejbah pa? Plave učke, griva od levčka, Ja, nasmešek do ušes, pa se stopijo žožke, a ne? Bel, mater, dober sej, dober, pa še grajen dober. ja. Tvoja najljubša vaja v fitnessu? Zgibi, ja, Koliko zgibov v šusu? 36, ne 39. 39 zgibov v šusu. Ja. Pa tam sem zadnjič videl en posnetek, v eni minuti koliko sklec? 73, 71, nekaj tasga. Hudo. To je bilo lani, letos nismo delali tega testiranja, tako da v bistvu ne vem. Ampak v zgibe skozi šopaš. Ja, zgibi, to je ena redkih vaj, ki je pač v vsakem fitnessu. Ta grip ali ta grip? Ta, Ta grip. ja. Čin to bar? Ja, Okay. Pa se čist malo tegneš? čez. Ja, mislim, tak je cilj. Tak je cilj. Pač, tako, ko delamo 39. testiranje, mora biti tako. No. Dober si. A Gor prav pa je to. testiranje in moraš dosegati neko normo? Ne, ni treba dosegati nobene norme, mi sam delamo jesen pa pred sezono pač testiranje, da vidimo, če smo slučajno kaj zastrali pri pripravi. No. Pa mi pa še nekaj povej, se pravi, grajen si vidno v obliko, Ja. hud, ka Popaj, a pri tej disciplini bi te na primer močne noge uvirale ali bolj... Zelo. Zakaj pa pol bajkerji? Ker oziroma zagovarjam to teorijo, da je bajk edina stvar, če vrtiš na nekem zmernem pulzu in zmerni kadenci, da je to edini šport, kjer ti izgubljaš svojo telesno maso, tudi v nogah. Če seveda ne bi pol delu, tako kot rečejo Pogačar in Mohorič in te, v zelo previsokih prestavah za svojo pač moč, jaz mislim, da dejansko izgubljaš v noge in mi veliko delamo na tem. Veliko delamo teh dolgih treningov v easy, oziroma ne toliko v easy, no pač. Toliko, da se zmerno matraš, da pol tudi paraš ti za nezmerno matranje v čovnu in da izgubljaš na nogah. In ja, jaz mislim, da sem prvič v življenju rekel sam pri sebi, da je težje izgubiti mišice, kot dobiti. Težje izgubiti mislice, kot dobiti. Ja. Da nas marsikjermu zabol ego, čist dol, potlačil si ga, ampak ja, hudo, respekt, dobro si to obrazložil. Ja, tako nekaj. Okay. Za nama je kaj? Za nama je kanu. To je v bistvu kanu, ki sem ga imel na svetovnem prvenstvu in tudi na evropskem članstvu. Kanu, ki si ga imel v svetovnem. Kaj je razlika? Ti si prej meni rekel, če bi imel 1 milijon evrov, da bi si kupil še 3 čovne. Ja, Ali kaj? ne Kanuje. take. Ne take. Ne take. Kaj je razlika zdaj med? Ali so tukaj drugačni šejpi? Imaš na primer Ja. več razlik v kanuju? Kaj je fora? Kanu je v osnovi malo širši, ker Ja. ti klečiš v kanuju, medtem ko v kajaku sediš, to Ja. sem prej pozabil povedati. Ja. Ampak fora je, da ko klečiš si ti, jaz sem točno 7,5 cm pač visok sedež Ja. in v kajaku sem pa na približno 3,5, kar pomeni, da pač je ravnotežje v kanuju malo slabše in zato je malo širši, malo bolj je tukaj izravnan. Mi rečemo spodaj, ki je poden, je malo bolj rob, kar pomeni, da ima malo več kante. Ja. To je nekako ta prve razlike, no, ki bi jih, če bi se zelo dobro potrudil, opazil vsak. To je ta zadevšna, koliko to tehta? Točno 9 kg. Točno 9 kg to mora Točno biti. 9 kg. Se pravi, če je malo več pene, je že tako malo več. Ja, ampak mi imamo kvihte noter, ker oni naredijo to na 7,5 približno in pol daš vse pene pa vse noter in pol si s kvihti s svincem, čist preprostim, oni avtomobilski so najboljši, ko jih lahko Lepaš. lepaš in daješ. Ampak a ga moraš fajn si balansirati pol. Ja, s tem se kar dolgo zafrkavaš. No. Kako greš v to skulpturo noter? V bistvu je preprost, pa težko. No. Kle, to je kanu, ne, tako kot smo prej rekli. Ja. Kolena klele v te pence, rit nasedeš, kle so temu rečemo bočniki, ki držijo poke. Pol se s temi še klele prepasaš noter, zato da lahko držiš pač tako, kot mora biti, ne. Pa še pač tega. Model, jaz bi vstal kle noter, jaz ne bi več ven prišel. Ja, tudi jaz sem že imel par slabih izkušenj, ko se prevrneš, pa pol ne veš čisto točno, kako bi ven prišel, ampak
prideš. No. Na neki točki prideš. In tako greš ti zdaj v najbolj razfukano reko. Ja, no, s tem glih ne. Za une res razfukane, pa res divje, so malo drugačni šovni. Ampak tudi to imamo. Ej, klej je malo potovčen, klej je zagipsan, kva zdaj to pomeni? To pomeni, da so res dobro naredili čovn, ker mi je še zmeraj všeč. Ker ti je še zmeraj všeč? Ja, sem dobil že par novih vmes, ampak moram reči, da s tem čovnom sem osvojil oba naslova svetovnega prvaka v kanuju, Ja. pa oba naslova evropskega prvaka v kanuju. In tudi tekmo svetovnega pokala sem zmagal s tem, pa imam še druge čovne, ampak ta je... Ta ne gre od bajte. Ta Tam- bo na steni forever. Ja, Hudo. Ej, koliko pa je cena česa tacga? 3200. 3200, imaš jih pa koliko? 6 ali pa 7. Imamo to. Tip je, lej, če ti ne znese, kdaj lahko to prodaš, za kakšen let imaš za živeti. Ja, definitivno. Tako da, Hudo. Pa koliko je pa veslo? vesel je pa tam ene 300. 350 je krno. Če sem bil blizu, saj jaz kar Ja. poznam ta foh, veste. Hudo, ta star, bravo. Tako da. Ampak veslo imamo pa več, ne. Veslo imate pa več. Kaj pa je razlika med vesli? Koliko zajame vodo? Tudi, ja, to pa kakšna je debelina, pa trdota štila, pa tega vmes, pa koliko je dolžina, pa Ampak pol ti moraš tudi veslo zbirati glede na progo, ali kaj? Ja, odvisno koliko imaš časa, da se na progo pripravaš. Ej, drugače, a vi tudi tole podmazujete kaj kot oni smučari, ali ne? Da bolj glajda. S poler pastami to delamo. Koliko cajta ti pa to vzame? Pol urce, 40 minut, 1 uro, odvisno koliko imaš dela. A ne, ker recimo, kdaj je treba tele nalepkice, ne, vse lepo z olfa nožem pač zdrgan, zato da je gladko, ne. Vse se pozna, ali kva? Mislim, ne vem, če vse, ampak vse narediš zato, da pol si nimaš kaj učitati. Kad priješ v cilj in rečeš, to je to, jaz sem, kar sem naredil, sem naredil. Fant ni polovičar. A je kle, Tako da gre bi tudi ti- na neko litražo na tvojo telesno težo, ali ne? Ja, je. Jaz imam trenutno dva kanuja, pa še enega dobim, ki bodo po 3 mm razlike. Ampak ti to čutiš? Ja, to se zelo čuti. To se zelo čuti. Ja, recimo kile, za moje pojme se kilaža zelo čuti in jaz sem do mladinskega svetovnega prvenstva izgubil v 2 tednih 2,5 kg. Zato, da za moje pojme se je to obnašalo tako, kot se je moglo. Tako da jaz A mislim, prav da se to, kle a? vsak milimeter pozna. No, ampak to ti občutiš dejansko vsak milimeter. A kaj si najbolj piki? Klele vidim, da so neke pene noter pa to. Ja. A si ful občutljiv na nastavitve oziroma na pozicijo, kako si noter? To je malo relativno, ker recimo jaz mislim, da Benjamin Savšak, on je zelo, pa Luka Božič sta tudi ful. Imamo pa ene tekmovalce v svetovnem pokalu, ki mi pa tako pač, Kaj ima vse? ja, ki vse pa so vsem dobri, ne. Tako da, Odvisno od človeka, se pravi. Ja, A jaz- je veliko v glavi. ogromen. 60%. All right, so this young man, 16 years of age, won World Cup gold in Augsburg 2 weeks ago. It was such an exciting story. Oh no, that can't be right. Surely, tell me that's not right. Tell me he's not 2.5 seconds faster than Rafael Valdi. They're reviewing gate 5, but this, look at this. This has been something else. Sprint for the finish line. Are we going to have a new leader? I think we are. This is going to be very special. What a run! What a run from the teenager. Videl sem eno tvojo vožnjo, ti si gor na vrhu, se držiš Ja. in prakticiraš, ne vem, ta mindset, da se Ja. boš zdaj podal v zlato. Ja. O čem razmišljaš? Torej jaz pridem recimo 45 sekund približen prej v ta, mi rečemo, boks, tako kot v štartno hišico, recimo, če poenostavimo. In pol najprej seveda naredim svoj ritual, zaradi tega, da teh 45 sekund nekako zmerno hitro mine, da nisi živčen. Kaj je tvoj ritual, je iskrenost? Rahlo, ampak v bistvu lahko povemo. Povej. Pač
najprej se pošpricam z vodo, tako na full, da dobim ta Adrenalin, hype. tako je, hype. Ja? Pol to na točno 30 sekund izbruhnem kot lev, oziroma kot zmaj. Da si dober, ja, naprej. In pol se lepo še malo takole, pa tako, Namesto kokaina. ja. Je vaša, ok, ja. In pol se še malo nadihaš, malo sprostiš, to delava z mami, ki je v bistvu športna psihologinja po izobrazbi. Ti imaš Zdaj- vse v paketu doma. Ja, sam še meserja bi rabila, ampak v bistvu dela sestra div kineziologija, Ja, ja. to nekaj od tega, kar je tudi ni glih isto kot fizioterapija, ampak recimo, Lahko te bo malo nastavil. ja, no, pa bo komplet. Tako da, pol, ko se nadiham in to ponovim še enkrat progo, si rečem, recimo zdaj na svetovnem prvenstvu, now we go for the world title, in Si rečeš to? jaz si rečem to. Ker pač, realno gledano, to je bil To je cilj. to je moj edini cilj bil takrat. In, Jaz pravim, da če tekmuješ in če ne greš na prvo, ja, sploh ne vem, zakaj jaz tekmuješ. tudi, sploh ne vem, zakaj si tam. Ja. Jaz pač realno. Ker to ni zdaj neko uživancija na hard, ne? Je do neke mere, Je do ampak je neke pa šport, je pa- pa še vse en garanje. Sej, Marcel Hirš je enkrat lepo rekel, zdaj, ko je zaključil kariero, zdaj pride nazaj, ampak recimo je rekel, dokler sem tekmoval, nisem nikoli zares užival. Zdaj uživam na 100%. In jaz se strinjam, pač uživaš na treningih, recimo tretjine, polovice, ki je pač težko, pa naporen, ampak je dober feeling, ampak ko je pa 3. januar, pa bi ti tam rad jedel une piškote, pa to, pa ješ blesav riž, pa piščanca, pa moraš pol ven, pa je minus, pa te zebe, pa To je pa malo tako, ampak le. ja, Moraš to delati, kadar ljubiš to. res je. Imamo to. Prehrana, riž, pšanc, a si full strikten pri dieti? Odvisno od tajminga. Recimo en mesec, oziroma ko se je začela sezona, pa do točno cilja, preden sem prečkal cilj zadnje discipline na svetovnem prvenstvu, sem bil zelo strikten. Res riž, piščanc, tudi kdaj sem malo odmeril na grame, da sem vedel približno, ampak v trenutku, ko smo pa se pelali iz svetovnega prvenstva in je bilo vsega konc, smo se pa najprej v McDonald'su ustavili. Kaj ješ v McDonald'su? 2 burgerja, ne vem, nek bacon, neki, pa mogoče sem maknakce naročil. Pomfrija ne? Ne, to pa mi ni dobro. Ja, mislim, da je tudi problem v tem, ker pač prej ješ en mesec sam riž, Ja, ne moreš toliko maščobe. maščobe ke naenkrat bi te skonzumirati. Ja. Kaj pa tale model fosil, dober fosil, krasen fosil, Kauzer? Še zmeraj je res dober. Še zmeraj je res dober. Res je dober. Še vedno se lahko kaj naučiš od njega. Ogromno, največ. Pa si kaj v družbi z njim ali ne? Ja, veliko. V bistvu na teh svetovnih pokalih, ki jih mi imamo, pa na tekmah, ki potujemo pač po Evropi, skozi smo zraven. No. Sicer v sobi nisem z njim, sem z Luko Božičem. Ja. Tako da jaz se od vseh probam čim več naučiti. In zdaj mi povej, ti si mlad, perspektiven model, ciljaš na zlato. Meni osebno bi bilo čisto hudo, da bi se ponovila zgodba Jake Remca in da bi ti dobil Red Bull čelado. A ste že kje v pogovorih? Kmalu bomo, no, bom tako rekel. Red Bull, dajmo premakniti to. Imamo to, če ne drugega bo Kauzer predal krono. Ta bi bila lepa. Ta bi bila zelo lepa. A bi imel Red Bull sponzor? Takoj. Je to to? To je moj, ne bom rekel cilj, ker bi bilo tako malo, ampak zelo velika želja. In kje se ti vidiš čez 10 let? 26, ja. 26, to je, ne vem, nekje bom treniral verjetno. Boš? Upam. Če bo vse po planu. Do kje misliš, da je neka doba, da si lahko v tem športu še dober? Bomo zdaj le videli, kako bo Peter Kauzer tole visoko premaknil. Ampak jaz mislim, da v neko povprečje bi jaz rekel, da tam 35 se začnejo problemi. Zato, ker telo enostavno ni dosti eksplozivno. Imaš pa pol slučajno, a že razmišljaš o neko smer naprej, ali si zdaj še toliko noter, naprimer, kaj boš po koncu tega športa? Nekako bi rad ostal v povezavi s športom. Ali bom ostal v športu, če bo priložnost pač v kajaku kanuju, ali bom Kot trener, naprimer, ali pa... Ja, ali bom pač nek kondicijski trener nekega drugega športnika,
ali bom pa, ne vem, vozil turiste po Soči, po Savi. Nekaj v tem boš. Nekako bi rad ostal v povezavi s športom. No. Kot trener, pa glede na to, da si sam zelo discipliniran, ali misliš, da bo zajeban, nepopustljiv, neizprosen? Odvisno od tega, kakšen bo tekmovalec. Aha, Zato, ker jaz bi tako rekel, jaz sem lahko trener nekomu, ki je pripravljen toliko delati kot jaz. bravo. Zaradi tega, ker drugače bi mi šli toliko vsi na živce in ne bi bil pripravljen delati, bi tako čisto povedal. To je kar drugačen respekt. To je hudo, bravo. Na poti, ko se z ekipo vozite po celem svetu, Evropi, karkoli? Ja. Svetu? Ja, svetu, Evropi. Evropi, pozim svetu. Okay. Kakšne prigode se kaj dogaja na teh poteh? Kaj, ki nam lahko zaupaš, da ne boš prestal v novicah? Ta levi nasmeh te izdaja zdaj. Moram reči, da recimo na samih tekmah ni tako nekih pizderij pa tega, zato Ja. ker vseeno je pač nek fokus. Ampak Na teh treningih ne. ja, moram reči, da tudi žgal se je že veliko v sobi samega ali piščanca ali pa tudi kaj. Pač, Dober. Sem mislil, da boš babo rekel, ampak lahko Ne, tudi šanca. to ne. Tudi šanca. Ej, kako je po svet hoditi tako hud, kot svina? Dober. Kako je, ko priješ ti na prizorišče in vsi vejo, da si pa dober in da je treba tebe malo gledati? A te kopirajo kaj? Zelo veliko. Jaz mislim, da zelo veliko, ker jaz sem pripeljal neko novo tehniko v ta šport. Kaj je ta tehnika? To, da veslam v kanuju tako na levi kot na desni. Recimo, za primer Benjamin Savšek ali pa Luka Božič, on je, da oba veslata sam na levo Ja? in ko greste recimo od desna proti točna vrata, pač zata na čez. Jaz veslam na levo in ko grem od desna proti točna, pač dam na desno. Kar pomeni, da znam na obe strani veslati. A je to zdaj kakšna skrivnost, ki ne bi smel povedati? Ne. Je to vsem učen vedno? To vsi imajo vse posnetke, lahko se učijo, kakor če. Ampak skill osvojiti je pa druga zadeva. Ne? Ja, točno tako. Koliko je važen, kako bereš ti vodo? Spet od tekmovalca do tekmovalca je različno, ampak Slovenci smo zelo znani po tem, da moramo zelo dobro brati vodo, ker smo v tem zares dobri. Kakšen poligon je tvoj sanjski poligon? Neka mešanica vseh prog. Jaz bi rekel, da bi zmešal proge v Londonu, v Dubaju, v Pragi, pa mogoče bi začetek dal tako, kot je v Tacnu. Ok, ampak to pa dajmo kar malo upiš to zadevo. Ja, jaz bi začel progo zelo tako z takim divjim štartom, kamor recimo dropa tam ene 3-4 metre. Okay. Tako, ne Ja. direktnega, ampak pač tako, Ja. kakšna rola, kakšen dober kontratok, tam ko voda zameša in teče vzvratno, Ja? se pravi nazaj. Pol bi kakšne te role, ki so recimo pa valove, ki so v Pragi res dobri. Pol bi jo spet malo pospešil, pa bi take hitre, dolge, ko gre voda res hiter. To recimo je v Dubaju in je res zelo dober užitek. Ja? Pol bi pa zaključil s progo spet z enim takim Londonom, ki je tak velik padec, mislim, da je približno 2 metra, velika rola, še ena rola zadaj in pa Da še, te ubije za konc. da se pokaže, kdo dela. Ne? Upam, da ti kdaj sestavijo tako progo. Ja, jaz tudi sam. Ej, kako pa ti gledaš? Jaz sem videl par posnetkov nekih psihopatov, ki se mečajo dol čez klife, stari, ne vem kam, čez slapove. Kako to ti gledaš na to? To je top. To je top. To je res dobro. Ampak a ti to fotor malo prepove? Ja, mislim, ne glih Pameten prepove, ampak ja, to je pač navarane, tako kot bajk, isto. Večji, ki je Jaz imam- jump, večji, ki je slab, bolj je navaren, bolj. Ej, kaj pa ti tokovi? To ti tudi lahko nekam od spod potegne, ni? Ja, tukaj je pol tiska tudi mi zdaj v profesionalnem športu, ampak tudi recimo pač v ekstremnem kajaku, pač moraš znati brati vodo, ker če voda teče drugače, kakor bi mogla, je lahko res nevarna. Ker jaz, recimo še ena stvar, jaz sem prepričan, da najhujša smrt je, če se utopiš. Jaz bi tudi rekel, to je meni nepredstavljivo. Ja, in to recimo je takrat mene malo zvijeno. A te je kdaj zvil, ko si bil na vodi na tekmah? Si imel kakšen Ne, moment? to ne. Na tekmah ne, tudi tako
mal ti adrenalina šel, pa ko vidiš tam rolo, ki je kaj en avtobus, Ja. te recimo glih v Šentjakobu. No, to sem te hotel vprašati. Ti bi se vrgel zdaj v ta val, Ja. ampak a bi se vrgel tudi, če ne veš, kaj je od spodaj ali ne? Ker ta val je narejen, če si ti videl, kaj je Sava nizka, je narejen iz tega, da je tam veliko razfukanega kamna, vej nametanga od poplav in zaradi tega pride, da se to tako zlomi in šprica vse. Res je. Dobro je vedeti, kaj je spodaj, ampak so že neke preverjene, se reka se skozi spreminja, ampak Ja. recimo neke reke, ki so jih že peljali, ki se pač ve obroboma, kaj te čaka in to bi šel, no. Ne bi šel pa, to, da bi šel pa jaz prvi nekaj odkrivati, to bi pa, To pa ne, ja. mogoče po karieri. Ne rabiš tega življenja, ne rabiš. Ok, glede na to, da vidite, da sonce zahaja tudi počasi najin intervju in bova kar počasi zaključila. Povej mi, komu se imaš vse za zahvaliti? Najprej celi družini, pa punci, to mislim, da v bistvu vse skupaj spada. Lej, za 10 mesecev še ne more teh zaslug pobrati, Okej. ampak dajmo. Lepo, da si pomislil Bomo na njo. Ja, še počakaj. Sorry. Pol pa vsem sponzorjem, ki jih sicer ni zelo veliko, ampak je ravno prav denarja, da furamo to zgodbo naprej. Sem na hitro, že lahko živiš od tega. Jaz trenutno mislim, da še ne. Mislim, jaz živim še zmeraj doma, pa imam en stanovanje, oziroma imajo ga starši, ampak jaz mogoče bi lahko živel sam, zaenkrat zelo skromno. Ko bo Red Bull sponzor. Upam. The best, ok. Še komu za zahvaliti? Ja, še celotni širši družini, ker pač tukaj je res veliko je ene logistike pa prevozov, jaz še zmeraj nimam, pač sem 17 in še nimam avta, in je ene logistike in vsega in pomoči in tega in pa bi se pa na koncu rad še zahvalil pač zvezi, ki je jaz mu rečem El Jefe, ker je pač Španc, tisti, ki je trenutno vodja. Ja, je zelo zgodaj ugotovil oziroma videl moj perspektivni talent in me kar zelo zgodaj začel podpirati. No. To je dobro, da en odkrije tako, ne? Ja. Zaključna misel, tvoj moto. It will work if you do the work. Respekt. Ta star, hvala, ker si vzel od cajt. Hvala vam vsem, ne? Ja, včasih mi je bilo te imeti klele in upam, da naslednje olimpijske pridem s tabo. Jaz tudi. Imamo to! Imamo to. Vidimo. To je to.